Danes bom povedala nekaj več o nezavednem in pa odnosih. Seveda, vedno z mojega vidika, iz mojih izkušenj, tako da vzemite, kar vam paše, vzemite tisto, kar vibrira z vami in če je kaj takega, kaj čudno, rečete, ok, gremo naprej. In na ta način boste zvedeli kaj novega ali pa dobili kakšno potrditev ali pa boste vi meni povedali, kaj se vam v teh nedeljskih večerih utrne. Če gledate v živo, lepo pozdravljeni. Tisti, ki gledate posnetek, bom vesela tudi vaših komentarjev oziroma odzivov spodaj v komentarjih. Vesela bom, da tisti, ki pogledate, tudi všečkate, zaradi algoritmov, ki potem tudi prikažejo več ljudem, tako da se te informacije širijo, oziroma da tudi večkrat vam pokaže tisto, kar je za vas potem zanimivo. In kot običajno gremo kar direktno v vsebino. Danes, kot sem omenila, bom govorila o odnosih in pa nezavednem. Namreč, velikokrat, ko govorimo o odnosih, prelagamo odgovornost na druge, seveda, ne? Ampak kaj se pa zares dogaja na področju našega nezavednega in zakaj reagiramo tako, kot reagiramo v odnosih? To je pa že, bom rekla, višja matematika, ki nam velikokrat tako malo ponagaja. Ena taka primerjava, kako lažje razumeti, kaj se nam dogaja v odnosih in kako je to povezano z našim nezavednim, je primerjava z računalnikom. Se pravi, to je nekako, vsi poznamo računalnike, vsi vemo, kako izgledajo. In naše zavedno, se pravi to, česar se zavedamo, je tako kot ekran na računalniku. V bistvu tisto, kar se dogaja najbolj naven, najbolj aktualno, tisto, kar prižgemo, to se vse pokaže na ekranu. Naše nezavedno je pa tista škatla od računalnika, kjer je pa noter ves hardware, se pravi vsi diski, procesor, vse, kar je pač tega, kar dejansko je računalnik, ni na ekranu, je posebej škatla. In naše nezavedno je ta škatla. In zato velikokrat ljudje, a se vam je že kdaj zgodilo, to se je tudi meni že zgodilo, tako da verjamem, da se je še komu, računalnik kaj ne dela, pa kar malo nekaj po ekranu potrkaš, sploh zdaj, ko so te ekrani na touch, pol v bistvu po ekranu, ki je samo nek projekcijski element, pravzaprav, tam skušamo nekaj spremeniti, pa da bo boljš delal, ko je pa v resnici težava v računalniku samem. Se pravi, tam, kjer so diski, tam, kjer je procesor. In te diski, vse informacije, ki jih mi sprejemamo od začetka našega življenja, so na teh diskih. In na te diske zapišemo programe, na te diske naložimo aplikacije, na teh diskih je vse. In ne samo tisto, kar je naše, na te diske so pisali že naši predniki. Se pravi, vse, ne bom rekla, da je vse, ampak večina stvari prihaja že od prej. Te diski niso čist novi, To lahko primerjamo, se pravi, z našim fizičnim telesom in DNK-jem, ki ga dobimo od očeta in pa od mame. Ona dva sta ga dobila pa vsak od svojih prednikov zelo, zelo daleč nazaj. In v tem DNK-ju, v teh zapisih so programi naših prednikov. Se pravi, aplikacije, izkušnje. To so tisti zapisi, ki so jih naši predniki pisali. Zdaj, seveda, glede na to, kaj se nam dogaja v tem življenju, se pa določeni programi aktivirajo ali pa ne. Se pravi, ko smo bili kot otroci, smo dobili že neke osnovne programe in ko smo gledali naše starše, smo sami tudi pisali programe. Se pravi, smo programirali prav to kodo, od naših staršev smo pisali mi
in z tega naredili aplikacijo in ena od teh, se pravi, funkcij aplikacije je potem tudi, kako se mi v odnosih obnašamo. Zdaj, seveda so odnosi, ki so nam bližje, ki so bolj intimne narave in so pač odnosi, ki so, bom rekla, bolj, niso toliko zelo blizu, ampak načeloma mi vsakič, ko vstopimo v odnos z nekom, mu damo pa tipkovnico, pa miško. In ta oseba da pa nam svojo tipkovnico in miško. In mi s to tipkovnico in s to miško ravnamo popolnoma enako, kot naš računalnik dela. Se pravi, mi načeloma, dokler nismo zavestni tega, kar delamo, pa dokler ne razrešimo, kaj sploh imamo na svojem trdem disku, mi v vsak odnos stopimo, kot da ima enake programe, kot jih imamo mi. Kar pa ni čist res. In zato pride v odnosih tolikrat do nerazumevanja, do konfliktov in do vseh tistih čudnih situacij, ki potem lahko prerastejo v resne težave. Se pravi, mi imamo svoj računalnik, škatlo s trdim diskom, procesorjem in vse, se pravi, to je naše fizično telo s celičnim spominom, z vsemi DNK zapisi, ki vsebujejo te programe, ki so jih pisali že naši predniki in pisali smo jih mi od otroštva ven. In potem imamo seveda ta ekran, to je naše zunanje delovanje, to je tisto, kako se mi obnašamo, to je način, na katerega delujemo. In seveda imamo tipkovnico in miško, s katero skušamo upravljati to. In ko vstopimo v odnose, si dejansko zamenjamo tipkovnico pa miško na nek način. Daj ti z mojo tipkovnico deli, jaz bom pa s tvojo. In potem skušamo uporabljati računalnik, da ima enake programe, kot jih mi pač poznamo. Ko pa se začnemo enkrat ukvarjati sami s sabo, s tem v bistvu, kako sploh te naši programi delujejo, potem pa običajno prepoznamo tudi to, da nimajo vsi enakih programov in da je potrebno veliko enega sodelovanja in ene komunikacije, zato da uskladimo to delovanje teh programov. Potem se pa seveda s to prispodobo v računalniku gremo lahko pravzaprav zelo daleč, tudi v tem smislu, da mi naš partner se že nauči uporabljati naše programe, pa mi gremo pa program zamenjamo, ali pa nadgradimo, ali pa spremenimo, in se potem čudimo, kako pa zdaj kar naenkrat ne zna več uporabljati, oziroma morda nismo več kompatibilni. Ali pa, če delata oba partnerja skupaj, potem pa lahko skupaj nadgrajujete s podobnimi oziroma enakimi programi. In na ta način lažje funkcionirate. Tako da probite na svoje odnose pogledati skozi to prispodobo, da imate svoj računalnik in pa tipkovnico za upravljanje s temi programi, ki so v računalniku. Na vašem ekranu se pa potem kaže, kaj se dogaja. Se pravi, to je pa ta ekran, smo pa mi v delovanju, v besedah, v komunikaciji. Tako da ta pogled na odnose je in na to, kaj se dogaja pravzaprav v nezavednem, da naredite ta premik od tega ekrana k temu, kaj se dogaja na disku. Kaj se zares dogaja na disku? To je en tak premik, ki vam lahko marsikaj olajša, če res začnete na ta način razmišljati o odnosih in jih tudi opazovati. Potem je pa tukaj še internet. Se pravi, dajmo reči kolektivno, nezavedno. Mi z internetom dobimo tudi marsikakšen program, aplikacijo, dostop do podatkov, vse to, kar se dogaja. In spet je na samem računalniku, tam, kjer se vse odvija, v našem nezavednem, potem pa so samo določene stvari, ki jih potem damo na ekran.
se pravi v samo delovanje. In v bistvu odnosi bojo zelo pod drobnogledom, da tako rečem, spet zdaj v aprilu. Namreč 6. aprila imamo polno luno v Tehtnici in imamo, se pravi, aktivirano s tem to os, Sonce je v Ovnu na eni strani in Luna v Tehtnici na drugi strani. In Oven je jaz, ne? Se pravi jaz, ta tudi ego jaz, zavedanje o sebi, kdo sem jaz kot individuum, a ne? Na drugi strani Tehtnica je pa obrnjena k drugim, a ne? Je pa skrbi za druge, skrbi za ravnovesje v odnosih. A ne? Če je Oven na eni strani ono, kaj jaz hočem, a ne, je Tehtnica na drugi strani, kaj pa drugi okrog mene hočejo, kako lahko poskrbim, da bomo vsi se razumeli med sabo, da se bomo v ravnovesju, medtem ko Oven je pa ne, my way or no way varianta. A ne? In nam bo ta polna luna zelo lepo pokazala, kje to ravnovesje med jaz in moje in pa ti in tvoje ni najboljš uravnoteženo. Na polno luno, oziroma že prej, seveda, ker vse te energije se že prej kažejo, opazujete oziroma drugače skušate pogledati na svoje odnose, na svojo komunikacijo, na to, kaj so res tiste vaše notranje potrebe in kje seveda želite, da vam to mogoče nekdo drug zadovolji te potrebe. Ne pa, da pogledate, ok, kako lahko to potrebo zapolnim, izpolnim, a ne, in kako s tem lahko naredim svoje odnose bolj harmonične. Tako da to je en tak zelo bistven premik v zavedanju, v odnosih tudi, ker pa smo seveda sprožili zdaj en nov začetek, prejšnji, se pravi, ko smo imeli ta zadnji mlaj, ki je bil v Ovnu, se pravi, nov začetek in to, se pravi, takoj za enakonočjem, ki itak odpira novo astrološko leto, se pa seveda tudi na področju odnosov začnejo nove stvari. In zato bomo na Moon Lodge dogodku 6. aprila, se pravi, zdaj imamo vsak mesec na polno luno je dogodek v živo, ki ga vodim, bomo naredili eno čiščenje trdega diska. Ne? Pogledali bomo, kateri programi, katere aplikacije niso več uporabne, jih lahko pobrišemo, spustimo, se z njimi sploh ne ukvarjamo in s tem bomo dobili, da mu rečete, energetski prostor, da lahko pridejo nove stvari. Namreč veliko ljudi bi radi nekaj novega, pa se ne bi radi ločili od starih stvari. Ali pa ne vejo kako, ali pa sploh ne vejo, da imajo. Lahko se vam je že kdaj zgodilo, da ste imeli čist polhen trdi disk in nič ni šlo več gor, ne? In je bilo treba počistiti, oziroma lahko je to, da ne bom šla preveč v ene ekstreme, ampak ne vem, ali pa USB ključek, ali pa nekaj, kar ste napolnili, ker ni šlo več gor, ker se ni dal več novih stvari gor pisati, ne? Je treba kaj pobrisati, zato da nastane prostor za nekaj novega. Tako da, in to, ko sem danes dobila v bistvu to idejo, kako mislim, niti ni ideja, je kar navodilo, kako na kakšen način sčistiti to z našega hardvera. Namreč bom rekla, naše telo, DNK zapisi, ki sem jih prej omenila, so vedno z nami, vedno v nas in nosijo sabo stvari iz preteklosti. Se pravi, gene, pa to, kar je zapisano, se pravi, informacija, to se pa aktivira s čustvi. Čustva se pa aktivirajo največkrat znotraj odnosov. In v odnosih zato, oziroma tisto, kar, bom rekla, ni najbolj zdravo ali pa je toksično, je potrebno pozdraviti, je potrebno sharmonizirati. To bo ta Tehtnica v polni luni zelo dobro pokazala in je treba tudi to
pobrisati oziroma pogledati, a je res ta program tisti, ki nam koristi in nas podpira, ali nas bolj podira, pa mogoče bi bilo fajn nadomestiti s kakšnim drugim. In te programi, te aplikacije, te informacije, ki so v naših DNK zapisih, je na energetskem nivoju lahko transformirati, očistiti, spremeniti, spustiti, in to so določene tehnike, določeni načini, in ko sem danes to dobila, kako je tako mene res tista, samo tako se je spustil dol, sem rekla, ok, tole bo pa res super. Tako da na čist drugačen način, kot sem delala tudi do zdaj, bo to tako da res nekaj specialnega, in če začutite, da si želite v odnosih pogledati, kaj je na tem trdem disku pripravljeno, da odide in da to tudi gre, da to naredimo, potem vabljeni na aprilski Moon Lodge. To je ta prvi del nocojšnjega navdiha nedeljskega. Drugi del je pa povezan z eno idejo, ki se je tudi z eno prispodobo spet, ki je prišla ta teden, in sicer povezano s tem, kakšno kvaliteto življenja živimo oziroma izbiramo. In kako pravzaprav ločiti oziroma kje dobiti tisto prispodobo spet, zato da lažje se odločimo, kaj želimo, ali pa rečemo, s tem sem ok, in nehamo dramatizirati. Hrana. Hrano imamo mi na različnih kategorijah in na vseh področjih življenja imamo tudi te različne kategorije. In hrana je lahko fast food ali pa junk food, če temu tako rečemo. Lahko je se pravi, to je ena kvaliteta, kakšna naj se vsak sam odloči. In značilnost tega je, da je nekaj na hiter, da je v tistem trenutku, ko smo fejst lačni, lahko zelo hitro pridemo do tega, nimamo časa, za prvo silo je, ampak na dolgi rok pa to nekako ne vpliva pozitivno na naše zdravje. Tako da, če pogledamo, tudi imamo lahko junk odnose, fast varianta, se pravi, odnosi so lahko fast food varianta, se pravi, nekaj, kar ni glih drugega. Potem imamo naslednji nivo, ki je menza, se pravi, nekaj, ki je tako, ne junk, niti ni neka huda kvaliteta, tam nekje smo za tisto vsak dan nekako potrpimo, pa nekako gre, in to je tudi ponavadi vse po, se pravi, nekih zelo takih neutralnih receptih, tako, za večino, dajmo tako reči, prebavljivo za večino, In spet tudi v odnosih, pač smo lahko v nekem odnosu, ki je za večino prebavljiv, Ali pa, ki reče, to je tisto, ki nam ponavadi reče, daj, no, saj si v redu, saj ni tako grozen, saj tako grozen pa spet ni, ampak dober pa tudi ne, Tako da tukaj smo, se pravi, tudi pri odnosih lahko pogledamo, kje imamo mi kvaliteto odnosa in kje si jo pravzaprav želimo imeti, Potem imamo pa gostilne. V gostilnah je že drugače, ker je a la carte, ker je že bolj narejeno lahko po našem okusu, in kakšna dobra gostilna, kakšna dobra domača gostilna, ponuja zelo dobro hrano in tja se tudi radi vračamo. Tudi v odnosu. A je odnos tak, da se vanga radi vračamo, ali gremo enkrat pa rečemo, to je bilo pa rajš ne več. To je, rekla, ta nivo gostiln je sicer zelo tako pester lahko, in tukaj tudi velikokrat se zgodi, da so ljudje kar zadovoljni, čeprav ni najboljš, ampak tako kot sem rekla, tam, ker je pa dobro, se pa radi vračamo. Potem imamo pa še vrhunsko restauracijo. Tam, kjer pa se res
kuha na enem višjem nivoju, kjer so posebej izučeni kuharji, kjer nam zagotovijo neko res gurmansko izkušnjo, kaj je nekaj posebenega, kar rečemo, ok, to je pa to. To je pa to, kjer meni še srce zapoje, ker želodček gruli, kaj je tako res njam, 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 ne? In spet tudi pri odnosih imamo lahko take njam, 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 njam odnose. Ne? Tako da tukaj, ko razmišljate o svojem življenju, dajte pogledati, na katerem nivoju je skozi mogoče te kriterije. In to ne velja samo seveda za odnose, ampak tudi vse ostalo, za osebno rast, za duhovne izkušnje, za katerekoli storitve. Ne? Kje smo, pa kje si želimo biti. S tem, da tako kot povsod, ni nujno, da je najboljše tudi najdražje. Ne? Lahko pa kaj, kar je zelo slabo, plačamo tudi kar precej drago. Ne? Tako da tukaj in kako se skozi to odzivamo, je pa seveda odvisno od tega, kaj imamo na trdem disku. Katere programe imamo tam, ne? Kaj smo se naučili od staršev, kaj so se oni od svojih staršev naučili, kaj dobimo prek interneta. Vse te stvari so zelo tako, da nam kažejo, prav ta zunanji svet nam lahko zelo lepo pokaže skozi to, kaj se dogaja znotraj nas. To, kar se pa dogaja, se pravi, kako reagiramo, kako razmišljamo, kako tudi čustvujemo, to se pa vse dogaja na ekranu. In zato lahko, ko stvari spreminjamo na trdem disku, tam, kjer se stvari odvijajo, se potem seveda tudi na ekranu pokaže kaj drugega. Torej, odnosi so tisti, ki izhajajo iz našega nezavednega, iz tega, kaj je na trdem disku. In zato je glavno vprašanje, ki si ga dajte zastaviti v prihajajočih tednih, na koliko starih programih laufate. Oziroma, kdaj ste nazadnje posodobili, pa kjere dele ste posodobili, in kako, ne samo kako drugi upravljajo z vašo tipkovnico, ampak tudi kako vi upravljate s tipkovnico drugih. Se pravi, kolikrat pričakujete, da bojo programi, ki jih imajo drugi, enaki, kot jih imate vi. In potem se ful trudite in skušate narediti isto, kakor bi pri sebi naredili, pa ne gre. Mi smo pa tako narejeni, da potem kar silimo. Lepo vabljeni seveda tudi na Moonlodge, kjer bomo, kot sem rekla, pogledali, kaj na tem trdem disku lahko zbrišemo, kaj lahko nadgradimo in kje lahko naredimo prostor za nekaj novega. In glede na skupino bomo videli, koliko daleč bomo prišli, 2 ure pa pol bo vse skupaj trajalo, bomo naredili tudi aktivacijo svetlobnih kod. Zato, da se odpremo tem novim informacijam z interneta, ki pa prihajajo zdaj zelo intenzivno, zelo močno. Tudi v tem tednu se je Pluton je prestopil v naslednje znamenje, in tukaj se bojo marsikakšne stvari začele drugače odvijati. Tako da še kakšno na to temo bom seveda povedala tudi na samem dogodku, ki bo v živo, ne bo online, zato ker zraven uporabljam tudi esence. Tehnika, ki jo bomo naredili, bo fajn imeti podporo cvetnih esenc tam na kraju samem, zato ker ko se zapisi čistijo ven iz celic, je to zelo fizično doživljanje lahko. In se lahko določeni deli telesa prav tresejo ali pa trzajo ali pa zakrčijo ali pa pride do neke bolečine, ki se pravzaprav izvije, in v tistem trenutku so esence tiste, ki res olajšajo, ki sprostijo to, da gre lažje. Namreč ni nujno vedno na hard way stvari čistiti iz telesa ven. Lahko je to zelo tudi nežen proces, oziroma jaz sem ugotovila, da esence pri tem so zelo
nežne, da res ne gre toliko skozi fizično potem neko čiščenje, ali pa tudi, če gre, da je to tako skozi en dolg izdih, ne pa skozi neko bolečino, ker esence dobesedno pomagajo tam, kjer je zakrčena energija, pa pride neka nova energija noter in se ob to zakrčenost botne, esence to tako zmehčajo, da to sam pol naredi. Tako da to je, in to pač glede na to, da bom imela različne esence za različne priložnosti, saj bo to lahko naredim samo v živo, ne pa online. Želim vam, da se vam vaš trdi disk v najbolj pozitivni možni luči resetira, brez da zgubite tiste programe, ki vas podpirajo, da pa lahko tisti programi, ki vas podirajo, res odidejo. Želim vam en čudovit teden in pa predvsem imejte radi sami sebe, ker tako boste imeli lažje radi tudi druge. Uživajte in se vidimo naslednjo nedeljo zvečer. Ajde, čau, čau!